Lepo pozdravljeni v tokratnem podcastu Zevo. Današnji pogovor bo, ali pa lahko rečem, je poseben. Ne zato, ker bi govorili o nečem, česar se vsi ne bi kdaj dotaknili v življenju, ampak zato, ker bomo govorili o temi, o kateri pogosto ne znamo govoriti. O izgubi, o žalovanju, ljubezni in življenju po smrti bližnje osebe. Danes je z mano Patricija Starič. Patricija, dobrodošla, pozdravljena. Pozdravljena. Tvoja zgodba je zgodba globoke ljubezni, partnerstva, družine, soočanja z boleznijo, ki je vzela življenje tvojemu možu, Žigi. Žiga Starič je bil športnik, marsikdo, ki je zdaj slišal ime, se ga spomni še iz časa nogometa Olimpije, pa potem kasneje, ko je deloval kot trener najmlajšim in podobno. Ampak, če začneva čisto pri samem opisu, kaj bi ti rekla, kdo je Žiga Starič? Ja, Žiga je bil v prvi vrsti športnik, nogometaš. On je že od otroštva vedel, kaj je njegovo poslanstvo. Tako kot si tudi opisala, je iz otroških let se ukvarjal z nogometom. Igral je pri različnih klubih, tudi potem treniral otroke. In ko sem ga spoznala, je še vedno igral nogomet in treniral na Interbloku otroke, na Iliriji. Največ ljudi pa otrok se mi zdi, da ga pa tudi pozna kot vodjo otroške nogometne šole Cesar Jokić. Tam je tudi v bistvu deloval, Ja. In šport je bil en res velik del njegovega življenja, posledično verjetno tudi zdrav način življenja in vse to, kar paše zraven. In na žalost bolezen pri takšnih stvareh ne izbira. O njegovi bolezni in o njegovi smrti je pred časom so pisali tudi kolegi iz redakcije, torej na Siolu. In takrat sem v bistvu začutila, da je prav, da te povabim na ta pogovor, tudi zaradi tega, ker to se ni zgodilo dolgo časa nazaj. Pa vendarle sem na nek način začutila, da je tvoj način žalovanja, če lahko temu tako rečeva, nekoliko drugačen. Sploh zaradi tega, ker s to svojo zgodbo ne želiš nikakor pomilovanja, ne želiš biti v vlogi žrtve. Vem, da ko sva se večkrat pogovarjali o tem pogovoru, si rekla, strah me je, da me bodo razumeli narobe, veliko družinam se zgodi kaj takšnega, na žalost nisem ena in edina. Pa vendarle s to svojo zgodbo želiš na nek način pomagati tistim, ki so morda ali v podobni zgodbi, ali se jim je zgodilo kaj takšnega, zato ker sama verjetno nisi imela takšne izkušnje, da bi se lahko na koga oprijela, razen teh bližnjih, ki so ti pomagali. In to je rdeča nit današnjega pogovora, da morda komu s tem lahko pomagava, ne? Ja, tako je. Kaj je tisto, kar bi rekla, Patricija, pri vsej tej zgodbi, zdaj, če greva na to, da želiva komu pomagati, ki naj v tem trenutku posluša, kaj bi rekla, da je najpomembneje, ko recimo se v neki družini izve za diagnozo, ko pridejo te slabe novice, ko se življenje popolnoma spremeni? Kaj takrat najbolj pomembno? Kaj je bilo tebi najbolj pomembno? Ja, jaz lahko govorim samo iz svoje izkušnje, Meni je takrat najbolj pomagalo to, da sem imela ob sebi res ene močne, stabilne ljudi. Meni so ogromno pomagali moji starši in prijatelji. Takrat je bilo res težko. In vedela sem, da rabim ob sebi ljudi, ki me znajo dvigniti kljub vsej bolečini in vsej žalosti, ki je bila. Saj smo se zjokali, saj smo žalovali in vse, ampak vedela sem, da rabim ob sebi tudi ljudi, ki me znajo polnomočiti, da sem jaz lahko vse to pregurala naprej, da sem lahko stala ob temu. In bile so solze, žalosti, ampak so bili pa tudi trenutki, ko smo se nasmejali, v bistvu smo se ga spominjali,
se spominjali teh prigod, ki smo jih skupaj doživeli. Tako da, ja, taki ljudje so meni najbolj pomagali. A ne? Žiga je odšel lansko leto oktobra. Ja, oktobra. In prepričana sem, da še vedno pridejo seveda trenutki neomajne žalosti, samote, hkrati pa tudi trenutki, kot si rekla, ko se ga spominjate po kakšnih anekdotah, po kakšnih zgodbah. Ne? Dve hčerki imata. Kako bi rekla, da je vsa ta situacija, v kateri ste se pravzaprav kot družina znašli, kako je to vplivalo na vas kot družino? Pa če greva zdaj recimo nazaj, ko je dobil diagnozo raka. Ja, takrat, ko smo zvedeli za diagnozo, se nam je sesul svet. Tako, mi smo živeli idealno življenje, idealno družinsko, ljubezensko življenje in potem po tej diagnozi se nam je obrnil svet na glavo. Tako da v bistvu se je bilo težko soočiti s tem. Sicer smo vsi bili ves čas prepričani v to, da bo on to bolezen predelal, prebolel zaradi tega, ker je bila ta vrsta raka dokaj ozdravljiva. Ampak pri njemu že od začetka diagnoze ni šlo nič v pozitivno smer. Rak je bil na debelem črevesju, a ne? Ja. In potem v bistvu se je tekom zdravljenja, ko bi se naj stvari začele izboljševati, se pri njemu ni zgodilo praktično nič. Oziroma celo slabšalo se je. Tako slabšalo se je, ja. V bistvu najprej imel obsevanja, niso bila uspešna, po obsevanjih je sledila operacija, tudi neuspešna. Potem so bile samo še kemoterapije, ki so res zelo poslabšale njegovo stanje. In niti imunoterapija ni prijela, tako da res ene pozitivne novice, kar se tiče medicinskega dela. Ne. Čeprav smo zaupali v njo, ne, smo imeli tudi dobro oporo, kar se tiče zdravstva. Ampak ja, v bistvu še najbolj tukaj nam je prišla v pomoč tudi alternativna medicina, predvsem zaradi tega, da nas je psihično gor držala, ne? Da smo bili fizično in psihično stabilni, da smo to pregurali. Ne? Zdaj, leto pa pol, ne, je v bistvu Žiga bil bolan, bil s to diagnozo, ti si potem kasneje, ko se mu je stanje poslabšalo, tudi v bistvu ostala doma z njim. A lahko rečem, da si na nek način ga tudi negovala oziroma skrbela zanj? Ja, tako je. Jaz sem bila ves čas ob njemu, pač jaz sem takrat čutila, da je to moja pot, da mu moram stati ob strani, da ga moram spodbujati, ne glede na to slabe izvide ali pa kakorkoli. Sva poskušala biti ob tem čim bolj močna, čeprav je to zelo težko in verjamem, da marsikdo, ki posluša zdaj to zgodbo, se najde v tem, koliko je res to težko in fizično naporno, psihično naporno, čustveno naporno, v bistvu res pridejo na plano naša res globja čustva tudi, ne, takrat, ko si tako utrujen od vsega in to pride res vse na plano. Kaj je recimo tisto, kar bi lahko rekla, da je prišlo na plano, pa si ne bi mislila, da lahko pride? Kaj so te stvari? V bistvu je vrtiljak čustev, a ne, od tega, da si tako utrujen do razočaranja, ker ni nikoli nič pozitivnega bilo. Ampak pri nama je v kontrasmeri šlo do še večje ljubezni. Tako, v bistvu mi dva sva se odločila, da bova kljub težki situaciji, sva se še bolj povezala, sva se še več pogovarjala. Tako da ja, je in čustveno zelo intenzivno obdobje bilo. Ko rečeš, sva se še več pogovarjala in še bolj povezala, ne predstavljam si ravno, da potem to pomeni, da se pa, ne vem, leto in pol življenje dejansko popolnoma, govorim življenje tisto, ki teče dalje, normalno naprej, popolnoma ustavi in da potem to zgleda tako, da se pa potem doma pa bolj kot ne samo o tem pogovarjaš, da je vse temu podrejeno. In to je nekaj, kar je tudi bil en povod za to, da te danes povabim, ko si mi razlagala, ne, da kako v bistvu, ja, seveda, ko so bili pregledi in ko je bolelo in tako, ste se tudi o tem pogovarjali, sicer pa ste vseeno poskušali, kolikor se je le dalo,
se veseliti tudi vmes. Žiga se je tudi v bistvu pri puncah angažiral normalno naprej, kolikor se je lahko. Ne? Ja. Ja. Niste zapadli v tisto neko črno luknjo misli slabih in dajmo se zdaj tam vrniti? Ne. V bistvu smo se kar izogibala malo tej energiji, a ne, ker doskrat potem ljudje začnejo še bolj vplivati na te z nekimi strahovi, z neko paniko. Midva sva se pa temu provala čim bolj izogibati in sva provala res živeti čim bolj v nekem miru in čim bolj v nekem veselju, kolikor se je dalo, a ne, tako da smo vseeno provali imeti neke take lepe trenutke, skupne trenutke, tudi s čerkami, a ne, da smo poskušali, če se je dalo, tudi kam iti, a ne, potem, ko on ni mogel več, sem jaz stala ob njemu, pa sem recimo, ne vem, prosila moje starše, da so jih peljali, pa so šli skupaj na morje, z njegovim bratom, sta šli smučati, recimo tako da v bistvu smo poskušali imeti kolikor toliko normalno življenje, kljub taki situaciji. Ne? Patricija, se spomniš, kdaj v tem letu in pol je prišel, ne vem, je prišel to mogoče dan, trenutek, ko pa si se ti mogoče v prvi vrsti zavedala, da pa morda pa vendarle ne bo močnejši od bolezni? Ja, točno se spomnim tega trenutka, bil je zelo traumatičen, ganljiv zame. V bistvu sva šla na pregled. On je bil res že v težkem zdravstvenem stanju in me je onkologinja na stran poklicala, takrat se mi je že zameglilo. Spomnim se, ko sem se usedla, nisem čutila ne nog več, ne telesa, nič več, v glavi mi je kar nekje šumelo. In takrat me je postavila na realna tla, ne. Se pravi, da pač bolezen ni več ozdravljiva. In to je bilo kar tako težko sprejetno. Zato, ker vendarle seveda upanje vsak ima in tako upaš verjetno do zadnjega. Ne? Ja. Ko si dobila takšne informacije, kaj je bilo prvo, kar ti je šlo po glavi? V bistvu v tistem trenutku se ti čisto zamegli misli vse. Potem pa nekako, jaz imam vedno v sebi neko to moč, ali ne vem, kako naj to poimenujem, da vedno iščem rešitve, da sej bo, da sej nekaj pa bo, a ne, da bomo že to mi predelali, a ne, in nisem hotela samo njenim besedam verjeti, a ne, sem rekla, sej nekaj bo pa že prijelo, mi pa sva si skozi govorila, sej nekaj bo pa že pomagalo, a ne. In kljub temu, da sem jaz, mislim, že takrat je nekje moja podzavest to sprejela nek del žalovanja oziroma nek del njegovega odhajanja, sem jaz še vedno delala na temu, da bi se njegova duša vseeno izbrala, da bi ostala tukaj še z nami. In mislim, da si je tudi on si je tudi ves čas do konca to želel. Ne? Tako da ne glede na to, da sva mi dva ves čas poslušala te negativne rezultate, negativne informacije, sva vztrajala do konca. Si rekla si, da tudi on, da si lahko videla v njemu to željo po življenju, lahko tako rečem. Ja. Ja, sem vedela, da se bo danes verjetno zgodilo, da bom tudi jaz iskala besede, kako postavljati vprašanja. Zdi se mi, da je ta teža tega, se pravi, imeti ob sebi osebo, ki jo ljubiš, ki je oče tvojih otrok, za katerega ti je ravno kar nekdo povedal, da se poslavlja, da se v bistvu morate pripraviti na najhujše, pa vseeno v njemu vidiš željo potem, da bi živel. Ja. To se mi zdi nekaj to si verjetno sploh ne znaš zamisliti in predstavljati, če nisi v tej situaciji. Kako si takrat postopala? Ne vem, če me čisto dobro razumeš, kaj ti želim vprašati v smislu, a takrat to lažiš? A takrat tej osebi Žigu pasala tvoja tolažba? A mu je pasalo to, da si bila vendarle optimistična, sej nekaj pa bo prijelo? Verjetno takrat ni pravih besed. Ali so? Ja, takrat greš iz minute v minuto. A ne? Takrat sva se naučila res, da živiš v tistem trenutku in iz tistega poskušaš nekaj narediti. A ne? Zdaj lahko bi izbrala negativno smer, a ne? Da bi samo jamrala, pa jokala, pa padla v to žalost.
Ampak nisem, a ne, takrat, kakor sem rekla, neko moč sem najdla in sem bila njemu v tolažbo. Predvsem nama je pomagalo obema takrat, da sva govorila, da sva na energijskem nivoju veliko delala. A ne, takrat se je tudi ono veliko odprl za to in nama je to dajalo neko pozitivo za naprej. A ne. In kar je v bistvu zanimivo, ne, sama si energetska terapevtka, ko je Žiga bil zdrav, ko si se ti začela malo bolj s temi stvarmi ukvarjati, če lahko rečeva z energijami in zdravljenji, je bil kdaj tudi skeptičen, ne? Ker kot športnik verjetno je bil bolj pri številkah in realnosti. Ne? Ja, res je bil, a ne, tudi takrat, toliko let nazaj, 10 let nazaj, ni bilo to področje tako široko poznano. Ampak on je mene ves čas sprejemal in spodbujal pri moji smeri. Zdaj pa v bistvu, ko se je ta bolezen zgodila in to se je zelo odprl temu. A ne. Čutil je, da mu to pomaga. Tudi on je imel energijsko terapevtko, ki mu je pomagala in predvsem ga je psihično to zelo pomirilo. In neverjetno, kako se začne potem duša za te stvari odpirati. In ogromno je on takrat naredil v tistem letu pa pol. A ne. Razrešil marsikatero transgeneracijsko travmo, karmične vzorce in res se je začel lepo odpirati in mislim, da ob temu se je počutil bolj mirnega in tudi ta njegov prehod je bil potem tudi lahkotnejši. Že besede, ki jih izbiraš, so drugačne od mojih, ne odhod, ampak prehod. Ne? Ja. Kaj s tem recimo misliš, ko rečeš prehod? Kaj v bistvu bi kot energetska terapevtka v tej smeri lahko povedala? Ja, mi večinoma uporabljamo besedo, da pač umremo. A ne? Pa še tukaj se bom popravila, energijska ti je ljubše, ne? Ja, mi je ljubše, ker mi deluje bolj mehko. Energetika te spominja bolj na elektriko. Kako je že bilo vprašanje? To, da v smislu, kako bi kot energijska terapevtka ta prehod, ne, da ljudje v bistvu vendarle govorimo, da nekdo odide, umre. Ja. V bistvu najpogosteje rečemo, da nekdo umre, a ne, sej s tem izrazom ni nič narobe, tudi jaz ga dostikrat uporabljam ravno zato, ker je nam bližji, ampak umre dejansko samo naše fizično telo, a ne, duša samo odide, naredi nek prehod. Zaradi tega jaz največkrat rečem, da je duša, da je nekdo odšel oziroma da je prešel v neko drugo dimenzijo. In večkrat, ko se s kakšnim gostom o takšnih stvareh pogovarjam, recimo, ko sem imela možnost govoriti z punco, ki se ukvarja z medijstvom, in ko sva govorili o dušah in o teh stvareh, se mi zdi, da zelo velikokrat hitro preidemo tudi v to, ne, da telo res da umre, duša mi je pa dobro in je pa lepo. In ko sem to že takrat pri tistem pogovoru poslušala in recimo tudi, ko sem s tabo kdaj o teh stvareh govorila, si ne morem pomagati, da mi vseeno ne pridejo tudi misli in vprašanja v smislu, a je to nam tolažba? A je to zato nam lažje potem, če si to rečemo, da je to tako? A je to mogoče kot ena opora, ki se jo oprimemo, zato da je mogoče žalovanje lažje? Načeloma je tako, da njim je lažje. A ne? Duše, ko odidejo, preidejo v svetlobo, v mir, a ne, tam ni negativnih čustev, žalosti in tako naprej. Tako da je tudi meni bilo potem lažje, da sem si tako razložila oziroma da na tak način sprejemam, da je njemu zdaj lažje tudi tam, kjer je. A ne. In predvsem brez bolečine. Predvsem pa brez bolečine. A ne. Težko je nam sprejeti, ker smo mi v neki žalosti tukaj. Težko je nam sprejeti, ker je odšel nekdo, ki smo ga imeli zelo radi, ampak s to mislijo mogoče, da vemo, da je on zdaj tam nekje srečen, brez bolečin, pomirjen, je definitivno tudi meni lažje in mislim, da tudi marsikateremu, ki je šel čez to izkušnjo. Prej si rekla, da se je v bistvu del žalovanja začel že ob takrat tej diagnozi, v smislu, ko si izvedela, da je bolezen v bistvu močnejša. Pa se to mogoče malo nenavadno
sliši, a ne, v smislu, da se že takrat začne žalovanje, če pa je Žiga še bil ob tebi, ampak verjetno. Jaz se tega nisem zavedala. To je bilo nekje očitno v podzavesti. Jaz samo to vem, da ko po njegovem odhodu sem stvari začela gledati z drugačnega vidika. Vse to ne veš, vse to šele takrat, ko se ti taka stvar zgodi, šele dojemaš neke take stvari. In takrat, ko je on odšel, sem v bistvu res začela z njim komunicirati kot z dušo. Jaz se ogromno pogovarjam z njim. Ti to pomaga? Mi to pomaga. In ko sem šla k energijski terapevtki, ko je poznala mojo zgodbo, je rekla: Patricija, ti si že mnogo prej začela žalovati. In pa, ko sem tako razmišljala sama pri sebi, sem rekla: mislim, da je to res. Tako, nisem se tega zavedala drugače. Ampak ja, mislim, da naša podzavest oziroma naša duša mogoče to prej sprejema, kot naš pa naš razum. Ja, ker nas v bistvu na nek način lahko pri tem tudi malce zavira, ker je preboleče in prehudo vse skupaj. Ja. Kako bi opisala recimo vašo, ne vem, družinsko dinamiko v tem letu in pol? Koliko punci sta bili takrat že v bistvu, mislim, star najstnici, tako da sta v bistvu že dovolj veliki, da sta lahko vedeli, kaj se dogaja in kakšna diagnoza to je. Na kakšen način si punci ali pa sta punci pripravljala na to, da se to lahko zgodi? A ste imeli tudi z njima pogovore o teh stvarih ali je bilo to pretežko? Ja, midva sva bila ves čas odkrita do njiju. Nikoli nisva nič prikrivala, vedno sva ful odprto govorila, bila ste deležna tudi pogovorov med nama. Tudi z njima sem jaz veliko stvari predebatirala. Sicer sta tudi oni ves čas upali v to, da se bo pozdravil. Dejstvo je, da za enega najstnika tudi ni normalno odraščanje. Najstniki imajo ponovadi takrat v glavi čist druge stvari, zabavo, veselje. Kam se bodo dobro imeli. Oni dve sta bili pač v tistem letu pa pol za te stvari malo prikrajšani. Ampak nikoli nista pojamrali v tej smeri ali pa da bi se karkoli pritoževali ali pa bili zaradi tega žalostni. Vedno sta bili ob njemu, kvečemu sta mu kaj pomagali, poskrbeli tudi oni dve za njega, čeprav nisva nikoli to posebej želela. Tako da v bistvu smo ne glede na situacijo tisti čas probali izkoristiti, kolikor se je dalo, tako, da smo bili skupaj. Sva se pa potrudila, tudi tako, da sem organizirala, ne vem, da sta šli tudi kam drugam, da sta bili tudi med drugimi prijatelji, tudi radi sta šli v šolo, njima ni bilo to nek problem ali pa kakorkoli. Tako da nekako oni dve sta dostikrat rekli, tako da sta živeli dve življenji. Tisto, ki obstaja, ko greš dejansko ven v svet, in potem, ko sta prišli domov, je bilo drugačno življenje. Ampak, ja. In mislim si, da zelo podobno si živela tisto obdobje tudi ti. Ja. Ko si verjetno odšla iz hiše stanovanja. Ja. Je bil drugačen oddih, kot ko si verjetno prišla nazaj. Ja. Ko prideš ven, v bistvu se dogaja življenje, noter se dogaja pa ta zgodba, polna nabitih enih čustev in ene bolečine in tako naprej. Rekli sva, da bo ta pogovor tudi na nek način inspiracija ali pa mogoče en del nasveta, kako si lahko pomagajo ljudje v podobnih zgodbah, v smislu. Rekla si že, da zelo pomembno je, da se obdaš z ljudmi, ki te ne, kako si rekla zelo dobro, ki te ne v bistvu še dodatno žalostijo. Ja. Ali pa spravljajo v obup. Ljudje se ne da to počnejo namerno, počnejo zaradi strahu, zaradi ljubezni, zaradi podobnih stvari, konec koncev, podobnih čustev, kot jih imaš sam. In zaradi te zaskrbljenosti potem verjetno pridejo kdaj kakšni komentarji ali pa ljudje morda preprosto niso dovolj močni, da bi lahko nudili to oporo, in potem je tukaj veliko teh zaskrbljenih. Kaj pa če, kako pa to, kaj pa če bo to tako. In mislim si, da takrat v takšni zgodbi je fino, da se mogoče tudi na nek način zna postaviti mejo, da se oddališ od
takšnih ljudi, če tudi so to morda zelo bližnji. Ja. Ja, jaz sem tudi sama pri sebi čutila, da mi to ne odgovarja. A ne, jaz sem takrat vedela, da moram biti, mislim, ne da moram biti, ampak želela sem biti močna v oporo, a ne skrbeti za njega, za hčerki, za 2 psa, zase. In takrat nisem si mogla privoščiti sploh, da bi kdorkoli mene spravil v neko obup, da ne bi videla nekega cilja, neke želje po temu, da so stvari ok, kolikor so lahko bile. In ja, prav spomnim se, ja, da sva oba v tistem trenutku v enih trenutkih si tudi rekla, da čim bojo ljudje preveč padali v te obupe pa paniko, sva naredila kar mejo in sva se kar umaknila od tega. In tudi po temu, ko je on odšel, jaz nisem si želela te energije okrog sebe. A ne? Jaz sem hotela, da ta prehod njegov odide v nekem miru, v neki ljubezni, v nekem povezovanju, zato ker je tudi on tak bil in sem si želela ohraniti to njegovo energijo. Ne? In pri njegovih prijateljih, sodelavcih, sorodnikih, v bistvu se je ravno ta energija pokazala. Ne? Ta energija povezovanja, ta energija ljubezni in to mi je zelo pomagalo. Se pravi, da v bistvu tudi takrat, ko ste punce ostale same, da ni bilo potem to, da to niso bili klici pomilovanja, ampak klici opore. In to dvoje je včasih lahko zelo tanka meja, se mi zdi. Zato, ker ne znamo morda drugače, zato, ker ne vemo, kaj sploh reči. In takrat si jaz mislim, da, zdaj, če gledam iz lastne izkušnje ob izgubi očeta, ki je drugačna seveda kot partnerja, ampak takrat ti verjetno, spomnim se svoje izkušnje, takrat ti vprašanja, joj, kako pa si, a ste v redu. Ja. Odgovarjati tolikim različnim ljudem na to isto vprašanje, že zaradi tega ne bom v redu, ker moram to tolikrat odgovoriti. Takrat se mi zdi, da je popolnoma drugače, če te nekdo pokliče in reče, a imaš jutri čas, pridem na kavo. Ja, meni so te stvari najbolj pomagale. Mislim, težko je, ne? Moramo vedeti, da ljudje nam hočejo pomagati, pa ne vejo, kako pristopiti. Jaz sem se tega zavedala in nisem nobenemu zamerila ali pa kakorkoli. Vedela sem, da mi želijo samo dobro in pomagati. Ampak, kakor sem rekla, meni je najbolj pomagalo ravno to, da mi je da me je prijateljica poklicala in rekla, greva na sprehod. Pa sva šle, pa sva se zjokali, pa se nasmejali. Potem lahko čez druge stvari pogovarjali. Tako, meni so take stvari najbolj pomagale. Te je v kakšnem trenutku v tem obdobju bilo strah dejstva, da boš ostala sama s puncama? V bistvu takrat, ko je bil še med nami, se sploh s temi stvarmi sploh se nisem ukvarjala, ker je bil fokus čisto drugje. Dejansko ti niso misli uhajale tudi tja? Ne, dokler ni bilo res že zelo, zelo hudo, ne. Potem, ko sem pa ostala sama, sem se pa vprašala, kdo sem zdaj jaz. Zdaj sem sama tukaj brez njega, prej sva bila midva skupaj. Družina. To je bila moja identiteta, jaz, družina, on, partnerstvo. In zdaj sem tukaj sama, brez njega. Se pravi, ta delček njega je manjkal in kdo sem zdaj jaz brez tega dela. Tako da v bistvu sem se mogla tukaj najti. Predtem so mi pa kar precej pomagali, tako da sem šla na kakšno energijsko terapijo, da sem te delčke počasi začela sestavljati skupaj. Veliko so mi pomagali tudi kakšni podcasti na to tematiko, kakšne knjige. Tako da sem si s tem pomagala in tudi drugim bi rada rekla ravno to, da je zelo težko, ampak imamo na voljo res danes toliko enih stvari, v katerih lahko posežemo, da si pomagamo. Na eni strani so to ljudje, ki so nam lahko v oporo, ampak so tudi podcasti, knjige. Meni je zelo pomagala tudi organizacija Hospic. Tudi puncama verjetno, ne? Tako. Tu imajo skupine za žalujoče. Kjara, starejša hčerka, tudi hodi v skupino za žalujoče Levje srčni, kjer so mladostniki, ki imajo podobne zgodbe.
ki si jih podelijo med sabo, in se mi zdi, da je to lahko nekomu v veliko oporo. Je to v bistvu edina, če lahko temu rečeva, zunanja pomoč, ki ste jo poiskale po izgubi, ali pa recimo si jo poiskala za hčerkino, ker kot sem rekla, najstnici sta, verjetno si razmišljala tudi o tem, kaj še ima nuditi. Ne? Zdaj sama verjetno tudi lahko veliko narediš, tudi zaradi znanja, ki ga imaš. Mogoče sva malo premalokrat omenili dejstvo, da tudi sama pomagaš in zdraviš. Tukaj so energijska zdravljena, pa potem reiki in še stvari, no, bi lahko naštela, s katerimi se sicer ukvarjaš, ampak ko gre za tvoje najbližje, si to lahko ti? Sicer sta rekli, mami, se nama ti pomagaš, ne? Ampak ni isto. Ne? Jaz sem pač tukaj čustveno vpletena in se mi zdi veliko bolj učinkovita terapija, če grejo k nekomu, ki ne pozna zgodbe, ki je nekdo čisto tuj. Tako da peljala sem jo energijski terapevtki, ki me je pomagala, pa tako, kot sem rekla, hospic. V šoli je tudi psihologinja ponavadi, ki pristopi pa vpraša, kako je. Tako da so ljudje, ki so pripravljeni pomagati, ponavadi v takih situacijah, in je prav, da se temu odpremo, da se ne ustavljamo samo v naših mislih in v naših čustvih in tam premlevamo, kaj je prav, kaj ni prav. Tako da nekdo, ki je na tem področju malo strokovnjak, bom rekla, oziroma ki ima vsaj izkušnje s tem, nam je lahko v veliko oporo. Zakaj je moje žalovanje drugačno, je napis, ki je zadaj za tabo, in na to vprašanje te bom prosila, da mi pravzaprav odgovoriš, čeprav je sama pri sebi že vem odgovor. Gledalci in poslušalci ga pa ne vedo, mečkano si ga pa zdaj leže v bistvu načela, s tem, da ni pravega načina, ni prav pa narobe, ne smemo obsojati, in pa predvsem v bistvu želiš svojo zgodbo spodbuditi ljudi, ki so doživeli neko izgubo, da čim prej poiščejo kakršnokoli pomoč. Čeprav razumem, če tudi je to samo neka knjiga, če tudi je to samo sprehod v gozd, tako. Samo da niso v tej vlogi žrtve, čeprav takrat, ko ti nekdo reče, joj, ne bi to v vlogi žrtve, kaj pa naj bom, če sem nekoga izgubil. Sej mi, ne bom zdaj rekla, pripada, ampak ampak verjetno je to neko obdobje takoj na začetku, seveda, ko si pa tudi moramo dovoliti, da smo v vlogi žrtve. Ampak ne predolgo. Tako, Zdaj, žalovanje je za vsakega drugačno, ne samo zame. Za vsakega je drugačno, vsak drugače predeluje stvari. In tudi prav je tako, prav je, da se oseba tega zave, da si to dopusti, da si dopusti tudi to žalost. Jaz nisem nikoli rekla, da moramo potem bežati čim prej v nov svet. Prav je, da si tudi to žalost dopustimo, tudi ta jok, tudi te obupe in jezo. Včasih se različna čustva se nam pojavljajo. Kaj imaš večkrat, žalost ali jezo? Žalost. Žalost. Ampak to so spet te valovi, valovanja različnih čustev, in prav je, da ljudje grejo čez tudi te izkušnje, da jih ne potlačijo, ker potem prej ali slej bojo butali ven ali v obliki bolezni ali tako naprej. Tako da prav je, da si vzamejo ta čas. Res je, da današnja družba te hitro vrže v to, da je treba en kup enih dokumentov in en kup enih stvari urediti takrat. Kljub temu res priporočam, da si vzamejo čas za to. Kar pa ne pomeni, da morajo v teh negativnih čustvih, težkih čustvih tudi obstati. Ker tam nastane pol težava, ker iz energijskega vidika potem smo vedno več v tej temi, vedno v teh negativnih energijah, kar pa lahko privede tudi res do kakšnih bolezni in brezupa in tega. Fajn je, da smo v tem, da si dovolimo, da ne potlačimo teh čustev, ampak potem
da smo vsaj toliko močni, da si nekaj poiščemo, kar bi nam lahko pomagalo. A ne? In tudi to bi rada poudarila, da za vsakega je lahko to nekaj drugega. A ne? Lahko je to energijska terapija, lahko je to gost, lahko je to pogovor s prijateljem, knjiga, karkoli. A ne? Zdaj, glede na to, da ima že 2 hčeri, pa 2 kužka, pa službo, pa potem še pomagaš ljudem, bi lahko rekla, da je tvoj urnik verjetno kar zelo zaseden, Ja. ampak kljub temu, da ima včasih zate dan premalo ur, so pa tiste minute, ko pride do osamljenosti, do samote, verjetno predolge. Kako se takrat soočaš s tem? Ja, najtežje zvečer, a ne, seveda, ponavadi smo takrat skupaj s partnerjem ali pa kakorkoli že, tudi če se čez cel dan ne vidimo, pri vseh obveznosti, ponavadi so tisti umirjeni skupni trenutki zvečer, no, in jaz tega nimam zdaj več, a ne, in je bilo to zelo boleče, zelo hudo, tako da sem si takrat dovolila izjokati to žalost, a ne. Ampak, kakor sem rekla, jaz vem, da je on zdaj srečen, vem, da si on želi, da bi bila jaz srečna in si s tem potem pomagam, a ne? Da si rečem, ok, mu pošljem takrat ljubezen, mu rečem, v redu je, saj sva še vedno povezana, a ne, kadarkoli te rabim, te lahko pokličem. Jaz veliko govorim z njim, se pogovarjam z njim, a ne. Tako da potem tudi iz te bolečine in iz te žalosti lažje pridem ven, a ne. Kako si pa pomagaš takrat, kada recimo pride ta osamljenost zvečer, ko si rekla, da si tudi dovolila izjokati, a ne? Si dovoliš izjokati, ampak verjetno v neki točki, v nekem trenutku si pa tudi moraš reči, a si rečeš, ne vem, zdaj pa dovolj, ali pa takrat njemu kaj poveš. Kako si takrat pomagaš, da greš ven iz te žalosti v tistem hipu in da ne vem, da ni to mogoče ravno, da zaspiš s temi občutki in solzami. Ja, jaz se pogovarjam z njim in ponavadi v bistvu vedno preidem na te lepe stvari, ki sva jih midva doživela skupaj, a ne. In sem hvaležna za te stvari in me to potem potolaži, ker vem pa, koliko lepega je pa tudi bilo, a ne. In me to pomiri in potem vsaj s to hvaležnostjo grem potem lažje spat. Ja, spomnim se, ko je meni takrat nekdo rekel, pa sploh ne moram reči znanc, kot da bi rekla mimoidoč, recimo, ne, da bodi pa hvaležna, da si ga pa 30 in več let Imela. pa imela, a ne, in kaj vse z njim doživela. Ampak ja, dejansko na tak način, kot ti danes govoriš, a ne, se mi zdi, da je pri meni trajalo bistveno dlje. Ampak na koncu res, če gledamo iz vidika te hvaležnosti, ne, pa mogoče v tvojem primeru še ko hčerki pogledaš in rečeš, to je nekaj, kar je najino, ne, in kar mi bo ostalo, ne, je verjetno tisto, kar šteje na koncu največ, ne. Ja, jaz sem hvaležna res za to, da sem imela v tem življenju priložnost spoznati, kaj je prava ljubezen in spoznati, kaj je popolna lepa družina, a ne. In sem za to ful hvaležna. Patricija, koliko si se pa recimo, takrat zagotovo ne, ker takrat se pa res ne ukvarjaš s temi stvarmi, ampak recimo zdaj, ko je nekaj mesecev že minilo, si se kdaj spraševala, ne vem, kaj bojo pa ljudje rekli, zdaj Žigo so res poznali, Žiga je bil konec koncev zelo priljubljen tudi v klubu in med najmlajšimi in med starši. Si kdaj recimo, ne vem, v tem času od njegovega odhoda pa do danes bila na kakšni kavi, kjer si, ne vem, mogoče se na ves glas smejala, pa ti je prišla misel, joj, smejem se, a se sploh lahko smejem, kaj pa, če me zdaj kdo vidi? A to sploh pomisliš na kaj takšnega? Ja, mi smo kar mogoče malo še tradicionalno usmerjeni, a ne, da mislimo, da to žalovanje, da potem moramo, ne vem, biti še vedno vsi v črno oblečeni, ali ne vem, jokati, se ne smejati, nikamor iti, ali pa kakorkoli, a ne. Jaz nisem taka bila, niti nisem še vedno v bistvu tako. Jaz se spomnim, ko smo en mesec po njegovem odhodu, je recimo hčerka rekla, mami, kam če bi mi nekam šle?
A ne? In smo se pravili, smo šli za 3 dni v toplice in smo se imeli super. Mi smo se ravno tako nasmejali, sicer smo se večkrat spomnili na njega, smo, ne vem, zvečer v večeri nazdravili na njega, a ne? Smo se ga spomnili in smo se ravno tako ob tem tudi nasmejali, a ne? Jokale in smejale in nam je bilo lepo in tudi jaz sem tudi objavila kakšno fotografijo, ne vem, kaj so si ljudje ob tem mislili, sicer mi je bilo čisto vseeno, zaradi tega, ker če bi vedeli, koliko bolečine in vsega je bilo zadaj, ne bi niti sodili, ampak ja, jaz tudi rada bi druge ljudi spodbudila ob takih izkušnjah, da ne se s temi stvarmi ne obremenjujejo, a ne. Vedno rečem, duše bi rade, da bi mi bili srečni. Oni si to želijo za nas, a ne. Ne, da mi trpimo še bolj, kot je že žalostno, da smo jih izgubili. Vem, da je zagotovo še prehitro za to vprašanje, vem tudi, da verjetno nimaš odgovora, ampak veš, včasih rečemo, da neko izkušnjo v življenju nimamo kar tako, da jo nam življenje ne postreže brez razloga. Kaj je lahko razlog, da mora iti mlada ženska skozi takšno zgodbo ali pa on, mlad športnik, skozi tako zgodbo? Ja, jaz sem se s tem kar nekaj časa ukvarjala, ker me je to vprašanje kar mučilo. A je to sploh vredno se spraševati? Verjetno vsak pomisli na to, kako je to možno, da se je to njemu zgodilo ali pa meni ali pa kakorkoli, že vsak se to vpraša. Pri temu ni li fajn, da se pol spet damo v neko vlogo žrtve, zakaj jih meni. Jaz verjamem, da se vsaka stvar v življenju zgodi z enim namenom, ne glede na to, kako žalostna je. Jaz mislim, da vsaj v njegovemu zadnjemu delu, oziroma preden je odšel, je bila moja naloga ta, da sem jaz njemu pomagala svojo energijo, svojim načinom mišljenja, da je bil ta njegov prehod lažji. On pa s to njegovo izkušnjo meni pomagal, da jaz zdaj lahko drugim pomagam. In da si v bistvu na nek način dobila malo novega zagona, oziroma toliko bolj zavedanjem greš v to. In tudi današnji pogovor, kot sva rekli na začetku, je v bistvu tudi zaradi tega, da prvič javno poveš svojo zgodbo. O Žigu smo lahko prebrali, lahko smo slišali, ampak ravno zato ne. Brez pomilovanja, brez vloge žrtve, ampak predvsem pomagati drugim. In če bi recimo zdaj pogledala za nazaj, kdo so tisti ljudje, na katere se pa ti poleg svoje energijske terapevtke, recimo, da se lahko najbolj obrneš po neko pomoč, po nek ta nov val, ki ga potrebuješ v tistih dnevih, ko je najtežje. A ti to najbolj pomaga, če so to recimo, ne vem, Žigovi prijatelji najbližji, v smislu moški, s katerimi je, ne vem, tudi treniral, pa kdaj kam šel in tako. Imaš občutek, da se tam najbolj lahko Žigi približaš? Odvisno. Včasih mi paše, da imam neko tako družbo, ja, da se o njemu pogovarjamo tako. Včasih mi pa paše, da se čisto sprostim in nasmejem, da sploh ne razmišljam o nobenih težavah, da uživam z eno prijateljico na kavi in se pogovarjamo čisto druge stvari, ker je tudi ta del življenja zelo pomemben, ne? Da ne pozabimo tudi nase, konec koncev. Tako, ja. Življenje gre naprej, a ne. Kljub taki izkušnji si želim živeti polno življenje s hvaležnostjo, za kar sem imela. In ravno to sva se izven kamer, izven tega studia pogovarjali, ne, da življenje gre naprej. Želim živeti polno življenje. Marsikdo tudi lahko razume narobe. Sama sicer res ne vem, če sem v zadnjem obdobju kdaj zasledila kakšen tak komentar za podobno zgodbo, v smislu, da bi kdo rekel, joj, poglejo, 3 mesece je od tega, pa živi, kot da se ni nič zgodilo. Se mi zdi, da ljudje tukaj vendarle ne sodijo več na tak način, če so kdaj. Ampak živeti naprej,
polno življenje ni enako pozabiti. Tako je. In to se mi zdi, da je kar zelo pomembno, da ljudje vejo, da če tudi bi zdaj čez ne vem koliko časa tvoje življenje šlo v neko novo smer, tudi morda kdaj nekoč z novim partnerjem, kakorkoli že se stvari razpletajo, to še ne pomeni, da človek pozabi vsa ta leta, ki si jih imel. Ne? Ja. Jaz si v bistvu sploh ne želim pozabiti. A ne? Želim pač samo živeti s tem naprej, a ne? Ker ta zgodba je le del tega bila, te spremeni, a ne? Ampak ja, še vedno lahko živimo polno življenje. Ja. Kaj bi zdaj v tem trenutku recimo svetovala tistim, ki gredo skozi podobno zgodbo, torej ko imajo neko izgubo, ko so osamljeni? Kaj bi rekla jim, recimo, kaj tisti, ne vem, stavek, 2, 3, ki si jih ti takrat ali potrebovala, pa jih nisi dobila, ali pa si, pa so ti najbolj pomagali? Če bi zdaj recimo nekdo pri tebi poiskal neko oporo, kaj prvo, kar bi svetovala? Ja, moja želja je predvsem tudi ta, da jaz ljudi opolnomočim. Opolnomočim ob takih izgubi in se mi zdi, da predvsem to je pomembno, da najdejo nekaj, kar jih lahko opolnomoči. Se pravi, tako kot sva že rekli, karkoli jim lahko pomaga. Ja, to. En pristop je pa tudi ta, da mogoče ljudje začnejo se počasi odpirati za to, kar mislim tudi, da se že, da je lahko, da mogoče razumejo tudi, kakšen je ta prehod duše. Da ni to, da človek potem samo umre in da ga ni več. In da je lahko velikokrat z nami tudi v povsem običajnem dnevu. S puncama imaš en poseben večerni ritual, ne? Ja, mi imamo kar nekaj teh ritualov. No. Ampak je tudi lažje z njimi, verjetno. Ja, lažje je, ja. Zvečer vedno mu prižgemo svečko, ne zaradi neke žalosti ali pa kakorkoli, ampak zato, da mu pošljemo to svetlobo, to ljubezen. To imamo prav ritual. To je zadnja stvar pred posteljo. Tako. In potem, recimo, eden izmed takih ritualov je tudi to, da ko gremo kam z avtom, vedno poslušamo, že prej smo, ko je bil še z nami, vedno poslušali glasbo, zelo na glas in prepevali pesmi. In še vedno to počnemo. In tudi te njegove komade in pojemo zraven vse tri. In tako se mi zdi, da smo kar malo povezani, pa spet vsi skupaj. Zelo rade gremo tudi na pokopališče, na grob. Tam, ne vem, hčerki recimo prižgeta svečko, pospravita rožice, okrasita, počistimo in tako. In potem si vzamemo kar par minut časa, se mi zdi, da smo kar spet malo povezani tako med sabo. Tako da v bistvu na tak lep način, z lepimi spomini ga ohranjamo. Točno to, se mi zdi, da je lahko zelo bistveno, da v bistvu nekoga, ki ga ni več, da ga ne ohranjamo z žalostjo konstantno, in z jokom, če tudi je to zelo težko, da tega ne počnemo na takšen način, ampak ja, da ga ohranjamo na nek način živega. Jaz recimo bom zdaj prvič povedala na glas tukaj v tem studiu, jaz nisem najboljši človek, kar se tiče računalnikov, ko kaj ne gre na računalniku narobe, ne znam zrihtati sama. Oče moj je bil pa računalničar in jaz recimo zelo velikokrat, seveda zato tudi ne znam, ker je on to vedno vse lahko rihtal, ampak recimo zdaj, ko kdaj pride do kakšnega, do kakšne težave, zelo velikokrat, ko rečem, Duško, kaj bi ti zdaj le naredil? Daj ti sam meni zdaj lepo povej, kaj ne jaz kliknem. Sej potem se verjetno, se ne zgodi velikokrat, da se to reši v 5 minutah, mogoče se kdaj tudi v uri pa pol, ker trmosto vztrajam, ampak se. In s tem se mi zdi, da v tistem trenutku, ko to izrečem, imam nek način, teče energija. Čeprav, seveda ga ne moram slišati, ne prijetne, nič, ampak kot da nisi čisto sam v prostoru. Pa je to lahko samo en tak, v narekovajih brezvezen mogoče za nekoga primer. Vem, da vi imate tudi neko, kaj ne veste, kaj bi zdaj tatko naredil, kako bi on zdaj to rešil. Tudi podobna stvar v bistvu. Ja, jaz dostikrat rečem tako hčerkam, ali pa tudi sama pri sebi,
ko pride, kaj ne vemo, ali kaj bi naredili, ali kaj zdaj. In vedno rečem, ok, kaj bi zdaj tatko naredil. In pol se na podlagi tistega odločimo. In ponovadi je vedno tako, kot si rekla, ok, vedno prav. Se nekaj reši. Nekaj se reši. Če ne drugega, steče nek pogovor, neka komunikacija spet v to smer. Ne? Ja. In ga na tak način v bistvu lahko še vedno ohranjamo. Ja, ker se tudi odpiramo, za to. In smo bolj pretočni in takrat se, vedno ko smo bolj pretočni, se tudi stvari bolj hitreje in lažje odvijajo. Ne? Ja. Patricija, zdaj se bom še mečkano usmerila v bistvu v hčerki v smislu, ko je nam hudo, si v svojih občutkih noter, veš, na kakšen način ti je hudo, lahko konec koncev upravljaš s temi čustvi, lahko izjokaš to, lahko daš ven. Mislim pa si, da je povsem drugače, ko pa gledaš svoje otroke, ko jim je hudo. Meni je ta bolečina res nepredstavljiva, v smislu, že sam nisi ok, gledaš otroka, ki mu je hudo zaradi iste stvari kot tebi, ampak jaz moram pa zdaj biti močen. Kako? Jaz v bistvu tukaj ne obremenjujem s tem, da sem močna, pa če se zjočam, ki vidim, da nista ok, se zjočam. Tako, res si dovolimo ta pristna čustva. Ampak verjetno to boli drugače, ko gledaš. Ja, seveda. Takrat se pogovarjamo. Takrat se pogovarjamo in jim probam biti v oporo. Se mi zdi, da otroci tudi hitreje predelajo neko stvar. Ok, so žalostni, ampak tudi hitreje pridejo iz te žalosti ven. Se lahko živ čez minuto v drugih občutkih. Tako. Zato je fajn, da smo res pristni ob temu. Da znajo pol ločiti, pa hitreje ven prideti iz teh stvari. Potem pa tudi vedno poiščemo neke lepe stvari spet o njemu. Ali pa kaj bi pa zdaj one počele. Tako, probamo res si zdaj popestriti dneve tako, da najdemo neki, da smo vesele pa hvaležne za tisti dan. Tako kot včasih si misliš, napačno razmišljamo. Mi si res lahko dneve naredimo dragocene. Samo je treba pač to z zavedanjem delati. Odločiti se tudi. Tako odločiti se za to, In predvsem se mi zdi, da je zelo pomembno, da vidimo kakšne stvari okoli nas. Tukaj imam, se veš, v mislih kačjega pastirja. Povej nam to zgodbo. Ja, ko je bil Žiga še med nami, pa je bil že precej bolan, ampak kljub temu sva se midva pogovarjala, da ko bo on se pozdravil, si bova šla skupaj narediti tatuje. On nek napis, jaz pa kačjega pastirja s simbolom neke preobrazbe, neke metamorfoze, ki je v bistvu ratala zdaj skozi to zgodbo. Ampak pač do tega ni prišlo. In se spomnim, da mogoče drugi ali tretji dan po njegovem odhodu smo šli. Še pred pogrebom. Pred pogrebom. On je odšel v petek, mislim, da je bila to sobota ali nedelja, bil je resen tak lep sončen dan in smo šli med 3 skuškoma na sprehod. In v bistvu tako čez progo je ena taka hiša, ki ima ob sebi eno živo mejo, takole, po potki, in je priletel mimo nas strehi en res tak velik kačji pastir, zeleno-modre barve, svetlikajoč v tistem soncu, se je ustavil na tisti živi meji in tam je bil. In med 3 smo ga pozvali, tako vse 3 samo in se spomnim, da je takrat starejša hčerka rekla, tata. In tako jaz sem se zjokala zraven. In se spomnim, da v tistem trenutku sem želela vzeti telefon, da bi ga poslikala. Skozi sem imela tiste dni telefon pri sebi, ker je tako neprestano zvonilo. In ga nisem imela pri sebi. Pozabila sem ga doma in v tistem trenutku reče, ta starejša hčerka reče, to je ziher tata, on nikoli ni hotel, da snemaš in slikaš take trenutke, ampak da smo tam prisotni v tistem trenutku. Tako da zagotovo je bil on, ker kaj takega se drugače ne bi slučajno moglo zgoditi, ker nikoli prej in nikoli kasneje nismo videli kakšnega pastirja. Je že tatu?
Tatu je že, ja. Je že, si Tatu je potem že. pohitela tudi s Sem. tatujem. Sem. Okay, je to Sem. tudi en tak Tako. lep simbol, ki ga zdaj nosiš vedno s sabo. Ne? Tako, namenjen njemu, ja. Govorila si tudi o pomoči vseh teh ljudi, ki so ga poznali, ne samo tej psihološki pomoči ali pa upori, ki so ti jo nudili, ampak tudi pogreb kot tak. Vem, da si mi rekla, ne, da ti je zelo veliko pomenilo, kljub temu, da se to čudno sliši, ampak da je tako veliko ljudi prišlo, da je to nek odraz tega, kako velikim ljudem je veliko pomenilo. Ne? Ja. Ja, ko je prišel čas pogreba, itak nikoli nisi pripravljen na to, sploh ne veš, kje začeti in kaj narediti. In sem se ukvarjala s tem, kako naj bi izgledal pogreb. In sem rekla, da to tudi skupaj kaj komunicirali. ja, nekaj sva, takrat v zadnjih njegovih dneh sva. Ampak pol sem v bistvu bila le tista, ki sem se jaz mogla odločiti. Hčerki sta želeli, da je pokopan, da je pač žara v grobu, tako da je bil grob. A ne? To ja, ostalo pa pol sledi vse kaj organizacijsko še. In sem razmišljala in sem v bistvu začutila, da njega je res poznalo veliko ljudi. In se mi zdi prav do njega, da je imel vsak v bistvu možnost se pridati posloviti od njega. Kakor je pač začutil pa želel. Tako da prišlo je res ogromno ljudi in sem hvaležna za vsakega. In pogreb je bil zelo lep, zelo. Kljub vsej bolečini, kljub žalosti, kar pač spada zraven pogreba, je bilo čutiti en tak mir, ljubezen in povezanost. Vse tisto, kar je veljalo tudi za čas njegovega življenja. Tako. Patricija, za katere stvari boš večno hvaležna, da te je Žiga naučil? On me je marsikaj naučil. Tako kot sem bila jaz malo bolj v oblakih, je bil on zelo prizemljen človek. In tudi to rabimo, ne? Glede na to, da živimo na zemlji, moramo biti tudi prizemljeni. Ja. Tako da naučil me je prizemljenosti, predvsem to, da je treba uživati vsak dan posebej. To sva na koncu oba spoznala, da se preveč ukvarjamo s tem, kaj bo, kaj je bilo, kako moram biti, kakšen moram biti. Ne, uživati v tem trenutku, tukaj in zdaj. To je edina stvar, ki jo imamo in se premalokrat zavedamo. Ker mislim, da če bi znali ceniti to, da uživamo v tem trenutku, ki ga imamo, bi bilo življenje veliko lepše. Patricija, naj bo to tudi končna tvoja misel tega pogovora. Jaz sem ti neizmerno hvaležna, ne da si samo vzela čas in prišla, ampak da si spregovorila o tej temi, o teh stvarih, za katere vem, da ni bilo najlažje, vem, da ni bilo lahko in da si mogla tudi sama zbrati kar nekaj poguma, da si danes prišla. Najlepša hvala. Upam, kot rečeno na začetku, da sva s tem pogovorom pomagala komu, če ne drugega, s tem, da sva ga usmerili v to, da poišče morda oporo v naravi, če nekje drugje. Tako. Hvala za povabilo.